Čau! Tokrat bomo govorili o vrtu brez prekopavanja. Sem v Brestanici pri Tjaši in Robiju na vrtu Bilja. Ne glede na vse materiale, ki so nam na voljo, potem vrtnarji, ko vrtnarimo brez prekopavanja, se vsi združimo, dobimo v eni točki in vsi pač zagovarjamo, da je najboljša zastirka kompost. Kompost kot zastirka, spravi nič se ga noter ne oddeluje, samo po vrhu, po loži, ampak seveda je zelo fino, da pa uporabimo še material, ki je nam na voljo okrog vrta, ki ga imamo. Tako da čez leto mi da potem na vrtu kot dodatno zastirko uporabljava še tratni odkos, tudi slama, listje, če ima kdo ovčje volno, tudi to se vse uporablja. Lesne sekance. Drugače pa na gredah je osnova tisti kompost. To, ker je fino, ker se ga lahko obdeluje z orodji, klasičnimi vrtnimi orodji, ker se isto obnaša kot kakšna zemlja. V njega lahko direktno sejemo ali presajamo sadike. Mogoče pri kakšnih drugem organskem materialu, recimo slami, listju, težko noter sejemo, ker so preveliki delci. Kompost ima pa v bistvu to univerzalnost, da lahko z njem delamo v bistvu semenje ali pa s sadikami. Spomladi se tla hitro segrejejo, ker je površina temna, pa bila zaščitena ves čas čez zimo. Manj škodljivcev privablja kot kakšne druge, bolj rečemo zdaj sveže zastirke, ki še niso postale kompost. In hitreje se tudi veže s samimi minerali in rečemo zdaj peščenimi delci v tleh, da postane pol tisti humus. Konjski pa te uležan konjski gnoj, kaj zdaj, to je v redu ali ni v redu, da se doda? Ja, pri teh materialih v bistvu ni nekega recepta, pa noben ti ne more nekdo drug zagotoviti, to je zdaj to. Kar pomeni, da se moramo vedno sami angažirati, pa materiali prej pogledati. Kar se pa uporablja, recimo ta terminologija uležan gnoj, je v bistvu predvsem pri kmetih, oni ne bojo rekli kompost. Staremu gnoju oni rečejo uležan ali pa staran gnoj. In tisto je fino, da gremo mi vedno preveriti, da vidimo, kakšne strukture je, vzamemo kak vzorec s sabo domov, pa tesno posejemo notri semena, da vidimo, kako se obnaša. In pol na podlagi tega v bistvu mi sami presodimo, to je že predelan material, ki lahko govorimo o kompostu, ki ga pol uporabimo na vrtu. Če pa ni dovolj predelan, pa ga lahko vseeno vedno do konca skompostiramo sami. Govorimo, če je še svež gnoj. Vsak organski material prej ali slej v nekem procesu, človeško kontroliranem, lahko postane kompost. Če ga pa direkt kot svežga, zdaj govorimo o slami pa sekancih, ki je že prej Tjaša naštela, uporabimo na vrtu, se pa tudi to čez čas veže z samimi tlemi in postane humus. Svežega gnoja se pa izogibamo uporabi na vrtu direktno, iz večjih razlogov. Najbolj je pač ta privablja škodljivce in pa korenine rastlin dejansko lahko skuri zaradi snovi, ki še niso v bistvu mineralizirane, predelane in uravnotežene. Tako. Kje pa dobita vidva material oziroma priporočata drugim? Verjetno vidva sta zase najdla že neke rešitve, lahko to povesta, ampak kje pa naj začnejo drugi iskati material? Ti bi vrtnali na tak način, če bi že imeli kompost doma na voljo. Pa ko se recimo tudi z drugimi pogovarjam s kmeti, vsi imajo recimo nek vir, če imajo živali, imajo gnoj. In vsi ta gnoj že takoj uporabljajo. Nekateri kmeti so pa že pogruntali, da je boljše uporabljati recimo kompost. In kaj se zgodi, ti rabiš leto pa pol počakati, si brez materijala, da iz tistega svežega materijala si pridelaš kompost, ampak od tiste točke naprej imaš pa vedno kompost. Govorim zdaj ta primer recimo pri kakšnih kmetijah. Tudi mi, če dobimo v začetku že predelan material, ki je Tjaša opisala, da je res v kompostu že podobna struktura, tudi če je bil osnovna surovina gnoj, lahko uporabimo direkt na vrtu. Viri so recimo najboljši je telefonski imenik na našem telefonu, resno veliko prijateljev imamo ali pa prijateljev, ki poznajo druge,
ki imajo kakšno konje doma, mogoče živino, ki jo Ali pa poznajo koga. tako, ki še na nek bolj ali manj sonaraven način te živali Vzgajajo. in skrbijo za njih. Drugi pol na bolha.com, mislim, da je. Torej, tam dosti ljudi objavlja materiale, ki jih ne potrebujejo več, in tudi kakšen gnoj je med njimi. Potem so pa tudi to, recimo, kakšne profesionalne kompostarne, ki se s tem ukvarjajo, da dobiš res končen produkt. Tukaj tudi treba pač, vedno je tle treba stvari probati, videti in pol po tistih posegah. Jaz sem dodala, da ko začneš, ti res vzame več časa pa energije, ker še vse ni to stvar, ki bi šel v trgovino, pa jo imaš takoj doma. Moraš se malo angažirati, moraš poiskati v bistvu vire okrog sebe. Ko pa enkrat to najdeš, pa vse tudi mi, ko smo začela, se mi zdi, da pa kar vse posod vidiš te vire, kaj vse bi lahko uporabil, in je pol veliko lažje za naprej. Ta štart pa je treba še malo tiste starega stika z ljudmi, pogovor, vprašati, da gre pol lažje naprej. Mi imamo zdaj recimo veliko kompostirava sama, tudi to je tisti najboljši vir, svoj kompost, ki imaš, od rastlinskih odpadkov iz kuhinje, kot tudi ostane pri kuhi, iz travnega odkosa, iz sena, listja, slame, vse se da to zelo lepo spremeniti v kompost. Kar so pa še drugi viri, recimo lesni sekanci, od takih, recimo kar na žagi, kjer masiven les v velikih količinah predelujejo, imajo vedno tudi ostanke in to zdrobijo, in to so lesni sekanci. Bomo šli še bolj do kompostnega kupa, pokazali, kako izgledajo. Je pa tudi to, mi da imamo še enega kmeta v bližini, ki pa vzgaja konje, kot torej konjerejec, in ima gnoja v bistvu vedno preveč. Ja, ne ve, kam biš, kaj bi z njem. Mi dva pač smo le pripel in ga si potem iz svežega skompostirava vsako leto. Koliko časa pa rabita, recimo, da pol se pravi skompostirata? Bomo tudi to šli pogledat, je zelo zanimiv, lahko je to že v pol leta, dobesedno. Okay. Lahko traja tudi 3 leta. Vse odvisno. V naravi ni nič vezano na čas, vezano je na idealne pogoje, ki jih ima, da se pravi procesi dogajajo. O vrtnarjenju je ogromno enih informacij. Če te zanima več o vrtu brez prekopavanja, se lahko naročiš na YouTube kanal Becoming Gardener, pomišljaj vrt obilja. Ali pa naj najdeš tukaj. Dol. Uživi pa čim več gotozum. Čau!